V čistilne akcije vpeti v celotni občini Medvode. Začenja se urbano vrtnarjenje v Preski. V zadružništvu je recept za uspeh. Spomin in opomin na grozote vojn. Otroštvo brez pametnih telefonov. Pestro marčevsko kulturno dogajanje. Na metal večeru v klubu Jedro. Pomlajeno članstvo Planinskega društva Medvode. Lepo pozdravljeni v prvi povolilni informativni oddaji. V nedeljo zvečer smo ponovno dobili potrditev za nekaj, kar je stalnica v naši občini že vse od osamosvojitve. To je dejstvo, da živimo v skoraj neizvoljivem volilnem okraju, enem redkih, od koder po redni poti ne dobimo svojega poslanca. Volilna aritmetika je tista, ki navkljub rezultatom, ki ne odstopajo bistveno od državnega povprečja, našim kandidatom ne omogočajo zastopanja našega okraja v državnem zboru. V nedeljo je v okraju Ljubljana Šiška 4 volilo 17.735 volivcev, kar je skoraj 79% volilna udeležba. Tudi razporeditev glasov po strankah je blizu povprečja. Na večini od 21 volišč v naši občini je največ glasov prejel kandidat Gibanja Svoboda Miroslav Gregorič pred Leonom Marjascem iz Slovenske demokratske stranke. Je pa Marjasec zmagal na 1/3 volišč, in sicer na 2 voliščih v Preski ter v Smledniku, Zbiljah, Dragočani, v Trnovcu in na Topolu. Tako se je zaključil prvi del volilne bitke, sedaj pa se pričenja tisti drugi, ki bo tudi dejansko pripeljal do nove vlade, s tem pa posledično morebiti odprl vrata v parlament tudi kateremu izmed kandidatov, ki smo jih v Medvodah spremljali pretekli mesec dni. V soboto 21. marca so v naši občini potekale čistilne akcije, ki so jih organizirali prav v vseh krajevnih in vaških skupnostih. Letošnja udeležba je bila višja kot običajno, saj so imeli tudi šolarji delovno soboto in so čistili po krajevnih skupnostih, v katerih prebivajo. Številnim pa so se pridružili tudi njihovi starši. Naša televizija je utrinke na čistilnih akcijah snemala z 2 ekipama, čeprav bi jih najbrž potrebovali še enkrat več, če bi želeli uloviti vse ekipe razporejene širom celotne občine. Ena ekipa je spremljala akcije v krajevnih in vaških skupnostih desno od reke Save, druga pa na levi strani reke Sore. O teh slednjih prihodnjič. Prva akcija na desnem bregu reke Sore se je začela ob 8:30 v krajevni skupnosti Preska Žlebe. Krajani Preske, članice šole zdravja, člani lovske družine Medvode, učenci osnovne šole in pedagogi, ki so jih spremljali, taborniki od reda 2 rek, krajani vasi Žlebe in člani turističnega društva Žlebe Marjeta so si razdelili različne naloge, s katerimi so očistili in uredili kraje, v katerih bivajo. Zbralo se jih je vseh skupaj preko 100. Najmlajši so pobirali smeti ob poteh in travnikih, starejši pa so prijeli za orodje in se lotili nekoliko bolj zahtevnih del. Med drugim so letos uspeli očistiti tudi 2 večji smetišči sredi gozda med Čerenom in Stežico. Tukaj je bil nekoč menda nek malo zanimiv, poseben človek, ki si je to vlekel skupaj, ker je vsega seveda škoda, in je tu bilo od blokov avtomobilov, prometnih znakov, jogijev, raznih avtomobilskih plaščev, ogromno enih stvari, še slovenska zastava, zato da je najbrž imel tudi svoj denar. Tako da zdaj moramo to očistiti in mislim, da bo ta ekipa pa s tem delom upravljati tisto, kar je, mislim, zadnje veliko smetišče, ki ga imamo v naši krajevni skupnosti kot celoti. Tako da se zahvaljujem vsem tej močni ekipi, ki dela na teh velikih smetiščih, in vsem ostalim, ki so prišli na čistilno akcijo. Iskrena hvala in upam, da bo ta čistilna akcija počasi postala bolj druženje in mogoče
nek drug način ozaveščanja, kako z naravo ravnati in kako se v naravi obnašati, ne pa da pospravljamo za tistimi, ki jim je vseeno. Preščanom je pri čiščenju enega od smetišč v gozdu brezplačno priskočil na pomoč tudi izvajalec urejanja javnih površin v njihovi krajevni skupnosti in tako doprinesel k sloganu Skupaj zmoremo več. Medtem pa smo okoli lovskega doma uspeli ujeti tudi lovce, ki so tokrat poprijeli za metle, grablje in motike. Mi smo se danes osredotočili bolj na tle okrog lovskega doma. Ena ekipa so šli pa okrog tam, kjer imamo te visoke preže, pa tako pa da malo tudi povejo, kakšno je stanje, da vidimo, kaj se je nabrali, pa na strelišče v Soro. Pa. Kako sicer ocenjujete samo stanje okoli? Se vam zdi, da je recimo zdaj okolje bolj urejeno kot včasih? Se pravi, da imate, bom rekla, več dela bolj s tistim obrezovanjem, okopavanjem in podobno kot recimo prav s čiščenjem? Ja, to je res, ne. Mislim, ne moramo več primerjati, kot je bilo nazaj, ne vem, 20 let ali pa danes, to je sigurno, ne. Recimo danes ne opažamo več, ne vem, da bi nekdo avto zapeljal, ker je na sred hoste, pa ga pustil, ne vem, ali pa da bi redko se kdo, ne vem, pripelje, pa nekaj v hosti pusti. Jaz mislim, da je to vsega sklop, da imamo pač, da imaš kam peljati, ne, da je to osnova, da v Medvodah je to urejen in največja skrb je pa ja, danes, kot ste rekla, ne, urediti okrog svojih bivališč, okrog, pa mogoče še največ, bom tako rekel, je takih manjših podrobnosti, ki imaš pa občutek čas, da vse leti z avtomobila ven. Čistili so tudi okolico železniške proge, kjer se je presenetljivo nabralo zelo veliko odpadkov. Sem videla, da so kar polne vreče, pa me zanima tukaj tale okoliš, kakšne vrste odpadkov ste danes nabrali? Največ je embalaže, se pravi plastenk, pločevink, tega je daleč največ. No. Tu je območje sicer, ki se mi ne zdi ravno sprehajalno, odkot pravzaprav mislite, da je to naneslo, mogoče zaradi bližine proge? Ne vem, nimam pojma. Zelo zanimivo, ja, ker je zraven proga. Kakšna, bom rekla, vrsta odpadkov, ki se vam zdi nenavadna za ta konec, ki ste jo danes pobrali? Ne še, ne. Lani je bil rekord tele vejpi, jih je bilo zelo veliko na enem mestu, letos pa take običajne stvari. Kako to, da ste se udeležili čistilne akcije? Je treba poskrbeti za okolje, ker živiš, no. Naša ekipa se je nato podala proti krajevni skupnosti Seničica Golobrdo. Ob sicer precej prometni cesti smo ujeli večje število družin, ki so preštevali in se čudili, kaj vse ljudje odvržejo ob cesto. In zakaj se vam zdi, da je pomembno, da počistimo? Kdo je tisti, ki je to nasmetil v naše okolje? Ljudje, ki ne vidijo koša in se jim ne da odnesti v smeteh in bolj samo vržejo. Vidijo tudi, kdaj odvržete odpadke v naravo, ven, izven koša? Ne. Vas to učijo v šoli, da na kakšen način se ravna z odpadki? Ja, ne. Ja. In na kakšen način se potem odvrže odpadke, je treba tudi smeti kaj ločevati? Vas to tudi že učijo? Ja, treba je ločevati, da drugače smeta in mislijo, da to spada tja, da drugače pa ne. Pa znata vidva ločevati odpadke? Mi znata povedati, kakšne različne vrste košov odvržemo odpadke? V embalažo mešane odpadke, biološke odpadke, papir, steklo. Zbirno mesto je bilo kot običajno ob prostoru krajevne skupnosti, kjer so udeleženci dobili tudi nekaj okrepčila, da so lažje ubirali dolgo pot po tej precej razpotegnjeni krajevni skupnosti. Prijavljenih je bilo 56 otrok iz osnovne šole v Preski, te pač, ki prebivajo v naši krajevni skupnosti. Bilo je pa tudi seveda staršev veliko, tako da je bila, kar gledamo, je bila letos največja udeležba v zadnjih 3 letih, kolikor imamo mi mandat, tako da nas to zelo veseli. In kam ste jih razporedili, najbrž širom cele krajevne skupnosti? Ja, z učitelji so šli v eno smer, eno takšno krožno, bi rekel, do Slavkovega doma, pa potem čez goro bolj do Hrib, pa nazaj do krajevne skupnosti. Ostali so pa starši šli tudi v svoje, bi rekel, v svoje naselja in so potem pač bojo
čistili oziroma pobrali smeti okrog svojih hiš, po svojih ulicah in dovoznih poteh. Tako da je super, no. Letos bo res oranka akcija. No. Kaj sicer pričakujete, da bodo odkrili ob poti, kakšne vrste odpadkov ljudje odmetavajo v naravo? Ja, klasika, od piksen do vsega boga, do raznih smeti, škatelj, gorko cigaret, škatelj cigaret, marsikaj. No. Bi rekel, je pa tega zmer manj, opažamo, no, tako da je super, no, da se to vse ljudje malo spreminjajo ta način in to miselnost, tako da je super. No. Hitro mine čas na čistilnih akcijah, zato smo odhiteli proti Studenčicam. Tam so urejali ekološki otok, kamor so potem posadili novo knausovo smreko, po kateri ima tisto območje ime. Otroci pa so pobirali odpadke ob cesti, predvsem embalažo. Pa bom rekla, da skozi leta je nekako kar ponavljajoča količina. No. Ni pa to, da bi rekli, da so to kakšne velike količine. Mogoče letos po lanskem gradbišču čez celo vas je majčkeno več odpadkov, kot so od malic pa od teh prehrane, sicer pa ni veliko. No. Edina stvar, ki jo urejamo, je še vedno ekološki otok, ta se pa tekom leta tudi mogoče kakšna stvar doda, kaj novega posadi. Predvsem je pa to, da je čisto, no, pa da so smeti odvožene takrat, ko je res potrebno. No. Naša ekipa je potem odhitela proti Tehovcu, kjer je tudi potekala čistilna akcija, a žal smo naleteli na nepredvideno zaporo ceste, zato smo bili primorani odhiteti nazaj v dolino in potem v drugo smer proti Trnovcu. Tam smo ekipo krajanov, ki so urejali okolico krajevne skupnosti in igrišča, ujeli še pri zadnjih delih. V bistvu smo se zbrali vsi klele najbližji krajani. No. Otroci so imeli tudi šolo, ne, ker imajo tisto delovno soboto so imeli, tako da so tudi okoliški otroci prišli pomagati. Pa smo se pa razdelili po skupinah in eni so šli gor proti Katarini, dvojica so šla pa dol proti gostilni Legastija, pa še nižji dol so se spustila kar peš. Pa so tudi kar nabrala kar veliko stvari. Vaša opažanja, smo se kaj izboljšali tekom let ali je pravzaprav situacija podobna kot vsako leto, kar se tiče odpadkov? Jaz mislim, da je isto, oziroma letos je z opažanjem celo slabša zadeva. Je kar veliko se nabira smeti, ali se pač odvrže iz avtomobila ali pa pohodniki ne pospravljajo za sabo. Tole priložnost pa izkoristite tudi za urejanje okolice krajevne skupnosti, to je pravzaprav nek center, središče dogajanja v krajevni skupnosti. Kaj ste pa tukaj naredili? Ja, v bistvu jaz sem glih kar prišel, sem se vrnil iz doline, no, tako da, ampak tukaj se je uredil, pospravil se je, dreve se je obrezal, kakšne rože posadile, igrala so se malo uredila, igrišče, tako da je pa tudi prijetno priti sem. Tudi na Katarini so krajani in člani tamkajšnjega turističnega društva poprijeli za delo, porazdelili so se po celotni krajevni skupnosti, ki ni majhna, dela pa tudi nikoli ne zmanjka. Pri šoli pa je že barbotal ričet za udeležence, ko smo jih zmotili za kratek komentar o vtisih z letošnje čistilne akcije. Veseli smo, da so se letos tudi odzvale šole in smo skupaj z podružnično šolo tukaj pripravili čistilno akcijo. Ogromno otrok je prišlo, ogromno staršev njihovih, tako da smo bili izredno veseli. Vidimo tudi, da je smeti veliko manj. Jaz konkretno sem proti Toškemu čelu čistila, pa sem bila presenečena. Saj se še kaj dobi, ampak je to že veliko boljše, tako da nekaj smo že naredili, pa predvsem je pa, da spreminjamo miselnost ljudi, da ne odvržejo, kjerkoli se jim pač zdi. Je pri vas čistilna akcija, najbrž ni potekala samo pobiranje smeti, najbrž tudi nekaj urejanja okolice? Ja, tukaj so kolegice, vaščanke, tudi se lotile vaškega vrta. Videla sem, da so tlele grabili, tudi drugi
pač urejajo skupna zemljišča, eni kuhajo, poskrbijo za malico, zdaj pa so še nekateri na terenu, tako da se še vračajo iz vseh teh. Eni so šli proti Osredku čistiti, eni proti Belmu, proti Trnovcu, proti Jeterbenku in zdaj se počasi nazaj vračamo in delimo vtise. Samo udeležbo, če ne upoštevamo tega, da so otroci morali priti danes, ste zadovoljni? Ja, smo zadovoljni. So tudi prišli novi obrazi, kar je tudi sploh najbolj razveseljivo, zato ker na ta način se ljudje med sabo spoznavamo, družimo konec koncev, na koncu je to tudi družabni dogodek. Naša ekipa se je premikala počasneje kot tisti, ki so pridno čistili, zato smo v Soro prišli, ko so o vtisih z delovnega dne pri Domu krajevne skupnosti razglabljali samo še najbolj vztrajni udeleženci. Tudi njihov sobotni delovni dan je bil uspešen. Po vseh teh poteh smo šli od Dola dol proti Goričanam, proti Katarini, na vse pač te ob poteh, ob vodotokih, pa vse v bistvu približno se je najdel te smeti, ampak lahko rečem, da precej manj kot pa prejšnja leta, no. Tako da smo pozitivno presenečeni, se je pa videlo, no, da je že eden pred nami tudi hodil na večjih poteh, zato je bilo tudi že videti na določenih krajih, da je bilo že pobrane smeti, no. In od česa menite, da so ti odpadki? Je to posledica, bom rekla, voznikov, ki stvari mečejo skozi okno, so tisti turisti, recimo, ki jih je v teh koncih kar dosti, ki puščajo za sabo odpadke, ali je to pravzaprav neka nemarnost določenih krajanov? Ja, to je seštevek enih in drugih, ne. To se mi zdi, da bi težko določil točno od koga je, pa od teh kamečevanih z avtomobilov, ja, žal še zmeraj predvsej, no, se pač ne zavedajo, imaš te koše smetnjake postavljene veliko, recimo na krajevni skupnosti Sora jih je postavljenih že ogromno, ampak še zmeraj nekje pač ne najdejo. Tudi recimo te, ki so pasji strepki, še zmeraj v vrečah zaviti in v grmovju, a ne, še zmeraj pač pa je pač teh smetnjakov res ogromno. Ne vem, kaj se še naredi, no, ne vem. Žal smo bili prepozni, da bi uspeli ujeti še tiste, ki so čistili v krajevni skupnosti Vaše Goričane. Tam so očistili nesnago ob cestah in uredili okolico krajevne skupnosti. Tudi tam so okoliš čistili tudi otroci iz osnovne šole Preska skupaj s pedagogi, ki so tako letos zelo pripomogli k uspehu čistilne akcije, da so si tudi organizatorji, ki so v preteklih letih včasih bili malce razočarani nad udeležbo, tokrat skoraj soglasni, da je letošnja čistilna akcija ena najbolj uspešnih. Pa smo spet nekaj naredili za svojo okolico in polepšali kraje, v katerih bivamo. Žal pa običajno čistijo tisti, ki že sicer zgledno skrbijo za okolje, v katerem sobivamo. Lado Vidmar je peš videl veliko sveta, zato nam je seveda znal odgovoriti na vprašanje, ali smo Slovenci med večjimi ali med manjšimi packi. Zelo opazim, kakšen, kako bi rekel, kdo je na čelu neke lokalne skupnosti. In naj bo to v Aziji ali pa v Kanadi, nekje, kjer je ozaveščenost tistih vodilnih v kraju, v nekem njihovem načinu političnih organiziranosti, je lahko zelo lepo, ampak večinoma, ker z avtomobila se marsikaj ne vidi, pravzaprav zelo malo. Ko pa grem peš, pa vidim, da je Slovenija tam nekje kot dežela zadovoljnih ljudi, Finska pa Butan so najbolj srečni, ostali smo pa nekje spodaj in mislim, da tam nekje okoli 10. mesta se lahko s to urejenostjo okolja tudi mi na svetovni lestvici pojavimo. Je pa treba seveda stremeti k temu, da ljudje sami spoznajo, da se smeti zato odvažajo, da se jih v te posode, ki so za to namenjene, odlaga, da je narava urejena in da ji pustimo, da živi po svoje, mi pa moramo skrbeti, ker smo pač pametna bitja, da taka tudi ostane. Še je torej upanje za nas, predvsem glede na to, da smo tokrat naleteli večinoma na veselje občanov, da je odpadkov manj, zato si lahko le želimo, da tako tudi ostane. Kot rečeno, o čistilnih akcijah v krajevnih skupnostih na levi strani reke Sore prihodnjič, ko bomo poročali tudi o tem, kako potekajo dela na največjem gradbišču v občini.
Medvode. Gre za izgradnjo kanalizacije in obnovo vodovoda na področju krajevne skupnosti Senica. Trenutno vsi terminski plani še držijo. Že v eni od prejšnjih oddaj smo poročali tudi o tem, da je občina Medvode izvedla projekt urbanega vrtnarjenja v Preski in da je 44 vrtičkov velikosti od 50 do 80 kvadratnih metrov že na voljo potencialnim zakupnikom. Interes menda je kar velik, je potrebno izkazati do 27. marca, torej do jutri. Projekt je občina sicer prijavila na razpis lokalne akcijske skupine za mesto in vas, vendar s kandidaturo ni bila uspešna, zato je projekt izvedla sredstvi občinskega proračuna v nekoliko okrnjeni obliki. Kaj je že in kaj še bo postorjeno in kako se nova podoba dopade eni od vrtičkaric, pa v naslednjem prispevku. Zemljišče, na katerem so na novo urejeni vrtički, je sicer v lasti Republike Slovenije in v upravljanju Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov, s katerim je občina dosegla dogovor o najemu območja z namenom, da podobno kot na Svetju tudi tu uredi urbane vrtičke. Sklad je pred začetkom del na zemljišču vzpostavil prvotno stanje in odstranil ostanke prejšnjih vrtov in odpadke. Spomnimo, o prejšnjih preških vrtičkih smo večkrat poročali, bolj podrobno pa že leta 2008, ko so predstavniki krajevne skupnosti Preska sklenili, da s takratnimi 180 vrtički nočejo imeti nič več in da jih vračajo pod okrilje občine Medvode. In ker lastništvo zemljišč vse do pred 3 let ni bilo dokončno urejeno, je na preških vrtičkih, ne sicer na vseh, vladalo brezplačno brezvladje. Vrtički pa niso več služili zgolj za pridelavo zelenjave, ampak za skladiščenje, celo bivanje, piknike in podobno. Taka je bila podoba na nekaterih vrtičkih še potem, ko so bili vrtičkarji pozvani naj vse odstranijo. En del zemljišča je tak tudi ostal, saj lastništvo zemlje še ni dokončno rešeno. Je pa tudi res, da je tam predvidena drugačna raba zemljišča, poslovna. Občina je projekt ureditve urbanega vrtnarjenja v Preski na 6000 kvadratnih metrih zemljišča, ki ga je predstavila tudi prejšnjim vrtičkarjem, sicer prijavila na razpis lokalne akcijske skupine za mesto in vas, vendar s kandidaturo ni bila uspešna, zato je izvedla projekt sredstvi občinskega proračuna v nekoliko okrnjeni obliki. Sicer pa je bil last projekt zastavljen majčkeno bolj obsežno z različnimi aktivnostmi, vključeval je pač več različnih partnerjev, takšnih mehkih vsebin, kot so kakšne delavnice, pa vsak partner je imel namen še v bistvu neko investicijo izvesti, tako da tega pač trenutno ne bomo izvajali. Ocenjena vrednost vseh izvedenih in še načrtovanih del znaša okoli 200 000 evrov. Zdaj v tem mesecu načrtujemo še zasaditev žive meje, ki bo nekakšna pregrada med to glavno kolesarsko potjo oziroma peš potjo pa vrtički. Sicer pa potem v prihodnjih letih načrtujemo še ureditev tistega drugega dela območja, pa po potrebi, recimo, če se bojo pokazale še kakšne pomanjkljivosti, smo pač pripravljeni tudi iti vrtičkarjem naproti pa izboljšati na območje. Za oddajo zakup bo torej na voljo 44 vrtičkov v 3 različnih velikostih, skupno lopo zbiralniki deževnice. Izdelane ali sanirane pa so tudi vrtine za koriščenje vode za zalivanje vrtičkov. Urbani vrtički v Preski so torej drugače zasnovani kot tisti na Svetju, kjer so ograjeni in ima vsak svojo lopo za orodje. Se že kakšne pohvale ali pa mogoče konstruktivne pobude že sedaj pojavljajo? Oboje se, ja. V kakšni smeri predvsem pobude mogoče? Ja, je kar veliko komentarjev, bom rekla, v pozitivno in mogoče v malo bolj konstruktivno smer. Drugače je bilo zastavljeno to območje v primerjavi z območjem na Svetju, predvsem zaradi prejšnjega izgleda tega območja. Želeli smo, da bi bile lope skupne, zaradi tega, da bi bil primaren namen vrtnarjenja na tem območju, ne
kakšna druga praznovanja oziroma aktivnosti, ki so se prej dogajale tukaj. Vrtičkarski red za vrtičke v Preski obsega kar 23 točk o tem, kaj zakupnik sme oziroma mora početi in kaj je prepovedano. Vse glede na prejšnje stanje dokaj smiselno. Med drugim je prepovedano organiziranje piknikov in praznovanje ali domovanje na vrtičkih. Na vrtičkih ni dopustna reja in paša živali, zasajanje sadnega ali okrasnega drevja. Dovoljeno pa je vrtnarjenje zgolj na ekološki način. Glavni namen je, da območje, kot pravimo, ostane urejeno, da se ne postavlja nekih dodatnih objektov recimo na njem, da je primarni namen omogočiti občanom, ki nimajo na voljo zemlje za obdelovati, da lahko obdelujejo tukaj. No? In pa seveda druženje, medgeneracijsko povezovanje. Mogoče bi posebej izpostavila, da pač območje vrtičkov v Preski je razdeljeno na območje namenjeno vrtičkarstvu in pa na to sprehajalno oziroma kolesarsko pot, ki vodi preko vrtičkov. In sicer v tem smislu, da je, bom rekla, tistim, ki nimajo zakupljenega vrtička na tem območju, namenjena zgolj glavna sprehajalna pot, ne pa tudi gibanje znotraj območja vrtičkov. V primeru, da se bo za zakup vrtičkov do 27. marca prijavilo več zainteresiranih oseb, kot jih je na voljo, bodo imeli prednost tisti, ki bodo zbrali več točk. Največ točk dobijo tisti, ki imajo stalno ali začasno bivališče na območju občine Medvode, sledijo tisti, ki živijo v večstanovanjskih objektih, potem pa šele predhodni obdelovalci zemljišča na teh parcelah, sledijo še družine z mladoletnimi otroki in nato starejši nad 65 let. Čeprav je bilo na predstavitvi projekta prejšnjim vrtičkarjem, večinoma so bili to tisti, ki so že prej zgledno obdelovali svoj kos zemlje, konec leta 2024 dano vedeti, da bodo prvenstveno imeli prednost obstoječi vrtičkarji. Interesa je kar nekaj. No? Obvestili smo vse, ki so se lansko leto prijavili, ampak je interes tudi pač širom občine, no tudi drugi ljudje bi si želeli priti vrtnariti na to območje. Ja, kar opažamo je, da tisti, ki so dotedaj imeli vrtiček na tem območju, da so si območje predstavljali drugače. Nekaterim je všeč, predvsem tistim, ki imajo željo vrtnariti, nekaterim pa pač tudi ni, ampak tako pač vedno je. Glede na kriterije se najbolj vestna vrtičkarka Stanka Kozelj ne boji, da bi ostala brez vrtička. Res pa je, da ta ne bo na istem mestu, kjer je bil, saj je bil ta umeščen na območje, kjer bodo urbani vrtički urejeni v drugi fazi. Mnenje iz prve roke pa. Meni se zdaj zdi malo sterilno, ampak tako, če pa naprej pomislim, ko obetam se nam, da bojo še malo zazelenili, neko živo mejo še tle okrog, pa kakšen drevo. Pa, ko bomo to solatko porihtali, bo bolj zeleno in jaz mislim, da bo kar v redu izgledalo. Bila je sicer med tistimi, ki so zagovarjali drugačno podobo urbanih vrtičkov, kot je ta na Svetju. Med drugim tudi skupno lopo, v kateri ima vsak zakupnik svoj prostor za shranjevanje orodja. Ker tiste hiške po vrtovih se mi zdi na vsaki gredi, da je škoda za zemljo, ker so majhne parcelce. Pa še vzdrževanje, mene je vedno to skrbelo, da vsak posameznik eden ja, drug ne, to je leseno in to je treba vzdrževati, negovati, da je to lepo, no, tako. In meni je to všeč. Meni osebno imam pa občutek, da pa vsem ni, no, da bi rajši imeli na gredah hiške, jaz sem s tem zadovoljna, tako kot je. Tako da ste si že določili, katero parcelo bi želeli, tiste vaše prejšnje ni še? Ja, tiste moje ni. Je pa to tako zdaj, ker je to vse skupaj malo drugače, se bo treba pač navaditi. Jaz imam pomisleke pravzaprav okrog teh, kaj so že, kompostniki.
zaradi vzdrževanja, ker tega me je spet strah, pa te robniki in to, če bo to kaj trajalo. Ja, imam pa vrtiček ogledan in to tako pri kraj malo bolj pri vodi, ker zdaj sem že bolj stara in tisto vodo bom težje nosila, zdaj če bom tam dobila, pa ne vem. In pripomba, le kakšen mesec prej bi se lahko zavrtelo to kolesje. Če bi bilo to en mesec prej, bi ljudje zdaj začenjali, tako pa bomo še kar en mesec menda čakali, da bo ta razpis mimo, pa da potem lahko se pogodbe najemne sklenejo. Vodstvo Kmetijske zadruge Medvode vse podrobnosti minulega leta in načrte za letošnje leto zapiše v knjižici, ki jo člani zadruge prejmejo z vabilom na redni občni zbor. Prav slednje, da je v njej zapisano vse, kar je potrebno vedeti. Med drugim, da je Medvoška zadruga tudi leto 2025 zaključila z dobičkom, da je nagradila zaposlene in razdelila super rabat med člane zadruge, je najbrž tudi razlog, da je bila udeležba na občnem zboru ponovno majhna, še ne 10-odstotna. Kako jo povečati, je bila največja lokalna dilema po rekordno hitro zaključenem občnem zboru, brez dodatnih vprašanj, zgolj s pohvalami vodstvu. Kar pa seveda ne pomeni, da se pred kmetijstvom, tudi medvoškim, ne odpirajo številni globalni izzivi. Za spremembo od prejšnjih let je nova direktorica, to je zadnje leto dni Simona Gaber, zgolj povzela glavne poudarke iz poslovanja v prejšnjem letu in načrta dela za letošnje poslovno leto. Saj je dejansko vse natančno zapisano že v knjižici, ki jo zadružniki, teh je 232, predvsem iz Medvoške in Vodiške občine ter dela mestne občine Ljubljana, že vrsto let dobijo ob vabilu na občni zbor. Skratka, menjava vodstva Kmetijske zadruge Medvode je torej uspela. Ne nazadnje je Simona Gaber pred tem že več kot 20 let delala v Medvoški zadrugi kot finančnica. Ja, v vsakem primeru smo zadovoljni, tudi upravni odbor. Vsaka nova zadeva zahteva neko prilagoditev, no, in očitno je to delovalo. Zadruga Medvode je v lanskem letu odkupila skoraj 11,5 milijonov litrov mleka in ga ponovno prodala dvema kupcema, Ljubljanskim mlekarnam in preko Govedorejskega poslovnega združenja v Italijo. Odkupna cena mleka je sredi lanskega leta znašala nad 50 centov za liter in se žal do konca leta spustila celo pod 49 centov. V zadrugi pa so zabeležili manjši odkup živine od načrtovane, le 3575 živali, kar je na podobni ravni kot leto poprej. Odkupili bi jo sicer več, vendar se je v zadnjih letih po suši in pomanjkanju krme stale živine v hlevu zmanjšal in se ni več povečal. Ponudba se je torej znižala, temu primerno pa so se konkretno zvišale odkupne cene. V zadružnih trgovinah v Medvodah, Vodicah, Vižmarjih in Dobrunjah pa se je struktura prodaje ponovno nagnila v korist ljubiteljskemu programu in večji naklonjenosti lokalni hrani. Podpiramo lokalne, ne samo pridelovalce, ampak tudi proizvajalce ali predelovalce. Naše trgovine so polne proizvodov lokalnih dobaviteljev, če iščemo tudi nove, včasih imamo tudi težavo z dobavitelji ali pa recimo z mlečnimi izdelki. To so manjši predelovalci, ki nimajo skozi zaloge. Iščemo še nove, da bi bile naši hladilniki skozi polni. Kot pravi Gaber, so prednost zadružnih prodajaln predvsem prodajalci s svojim znanjem oziroma, kot pravi, včasih dober nasvet pomaga več kot še ena vreča gnojila. Naši prodajalci pa so podkrepljeni znanjem o kmetijstvu, o vrtičkarstvu, o izdelkih, ki jih prodajamo, tako da včasih mogoče boljš prideti k nam, poklepetati s prodajalcem, pa boš dobil kakšen nasvet, čeprav mogoče ne boš kupil vsega tistega, kar bi v večjih centrih, ampak se boš vrnil k nam in nam je pomembno, da se kupci vračajo. Edini šibkejši člen je bila doslej zadružna železnina. Mogoče je bila, ampak smo spremenili prodajno ekipo, tako da tudi tam zdaj z novim vetrom računamo na boljše pogoje, da bomo bolj ažurni, hitrejši, tudi povprašali bomo naše člane
kmete, vse, kaj bi si še želeli, da tukaj prodajamo, in vsakdo, ki želi kaj kupiti v zvezi s takšnim programom, naj pride, pove in bomo zrihtali. Kmetijska zadruga Medvode je v lanskem letu realizirala dohodke v višini skoraj 19 milijonov evrov oziroma za kar 18% več kot leto poprej, kar je največ v zgodovini zadruge. Poslovno leto je zaključila z dobičkom v višini dobrih 27 tisoč evrov in zaposlenim. Teh je skoraj 40 izplačala nagrado, članom zadruge pa super rabat. Smo zadovoljni so tudi člani upravnega, nadzornega in seveda tudi člani zadruge na splošno. Skratka, kot pravi, doseženi rezultati potrjujejo, da zadružni način delovanja uspešno povezuje gospodarsko učinkovitost z odgovornostjo do članov, zaposlenih in širšega okolja, kar pa ne pomeni, da za njimi ni izzivov polno leto. Ja, politika je v začetku leta 2025 sprejela kar nekaj čudnih, drugačnih ukrepov. Sicer so se potem s pogajanji malo omilili te ukrepi, ampak vseeno ni dobro za slovensko kmetijstvo. Tudi sprejet dogovor Mercosur ne pritiče najboljše slovenskemu kmetijstvu, saj so razmere na tujih trgih v Južni Ameriki kontroliranja in pridelovanja in kontrola te pridelave popolnoma drugačni kot tukaj. In kako naj Slovenec s precej manjšimi površinami konkurira tej prehrani. Potrošniki pa žal vse pogosteje gledajo predvsem na ceno, ne zavedajoč se, da je lahko najcenejša hrana na dolgi rok tudi najdražja. Vsi bi radi dobro hrano, tako Gaber, dokler ne pridajo do blagajne. Ja, vsi bi jedli kakovostno in dobro hrano, ko pridajo do blagajne, pa se večkrat kakšni premislijo. Dobro, razlogi so lahko različni, nekateri si tega ne morejo privoščiti, mnogi pa se lahko, ampak dajo rajši za kaj drugega, kakor pa, da bi si kvalitetno in dobro hrano privoščili. Gaber potrjuje misel, da v kmetijstvu ni več vprašanja, ali bo leto zahtevno, temveč na kakšen način bo zahtevno. Šušteršič pa je bil še povsem pod vtisom kongresa Zadružne zveze Slovenije. In sem imel priliko vpogleda v evropsko in svetovno in našo domačo kmetijsko politiko in jaz sem po naravi sicer optimist, ampak moram reči, da pri tem svojem optimizmu bo mogel biti dokaj zmeren. Kaj je tisto, kar vas najbolj mogoče skrbi? Vsi govorijo naftna kriza, kako bojo se ljudje vozili in tako naprej. Glavni strošek za prehrano in te zadeve so gnojila. In tukaj bo glavni problem v bodočnosti zaradi cen nafte. To je eno zaradi tehnologije, drugo pa čisto enostavno zaradi elementov teh gnojil. Skoraj polovica svetovne trgovine z ureja, najpogosteje uporabljenim gnojilom in velike količine drugih gnojil se iz držav zaliva izvažajo skozi Hormuško ožino. Motnje v dobavi plina in pomorskem prometu pa so že povzročile zmanjšanje proizvodnje v tovarnah gnojil, ki naravni plin uporabljajo kot ključno surovino. Občni zbor Kmetijske zadruge Medvode je potekal že prejšnji petek, torej 13. marca, zato so se prej omenjeni problemi z nafto in gnojili šele nakazovali. Glavna skrb zadružnikov, vsaj pridelovalcev mleka, kot so to na primer Kopačevi iz Medna, pa je še vedno bila padec odkupne cene mleka. Od avgusta lani pa do danes se je namreč odkupna cena mleka znižala za več kot 20%. To se pravi 10 centov na liter. Taka izguba prihodka pa se že dobro pozna tudi na kmetijah, ki so tudi dobro stoječe. Rešitve sam ne vidi v morebitni dopolnilni dejavnosti. Če imaš veliko proizvodno izdelkov, je tudi to problem prodati. Ker prodaš doma na dvorišču ali ti ne vzame veliko časa, če pa se moraš ti boriti s konkurenco v trgovini, je pa to ti pobere veliko energije. Če pa imaš dela s pridelavo krme iz mavža in s tem stvarmi, potem ti za
trženje bolj malo ostane časa. Mi redimo okrog 90 glav, govejih glav, od tega je 53 krav, namolzemo okoli 1300 litrov mleka na dan, obdelamo malo čez 30 hektarov zemlje, ki pa je zelo razdrobljena. Teh 30 hektarov zemlje je na 60 parcelah, pa morate vedeti, kako je to razdrobljeno. Že sicer prihaja iz območja, kjer se kmetje borijo za vsak košček zemlje, ta pa je vse bolj ogrožena. Prvo je pozidava kmetijske zemlje, to se pravi predvsem infrastrukturni objekti. Recimo v Mednem je predviden tunel skozi Medanjski hrib, ampak to še ni tak problem. Problem je to, koliko bo šlo za to kmetijske zemlje. Potem so pa še razne druga gradbišča, pa tako naprej, da so veliki problemi. Medvoškim zadružnikom se je na občnem zboru pridružil tudi podžupan občine Medvode Leon Marjasec, takrat še kandidat Slovenske demokratske stranke za državni zbor. Podžupanja Mojca Murnik pa se je 2 dni prej, torej že v sredo 11. marca, pridružila članom Združenja borcev za vrednote Narodno-osvobodilnega boja Medvode na njihovem rednem letnem občnem zboru v prostorih krajevne skupnosti Vaše Goričane, kjer so slednji prav tako gostili 2 kandidata, Miroslava Gregoriča, kandidata Gibanja Svoboda, in Luka Rotarja, kandidata Socialnih demokratov. Oba sta dala podporo vrednotam partizanskega boja, o čemer smo že poročali. Občnega zbora Združenja borcev za vrednote Narodno-osvobodilnega boja Medvode se je udeležilo več kot 20% vseh članov, med njimi tudi 2 častna občana Medvod, Dušan Brekič in nekdanji predsednik borčevske organizacije Vladimir Bartoncelj, ki je ta naziv pridobil lansko leto. Sem zelo zadovoljen z obiskom. Prosim aplavz za vse, ki ste prišli. Za medvoško borčevsko organizacijo pa minulo leto ni bilo tako uspešno, ne ker ne bi izvedli začrtanega programa, ampak ker se jim finančno ni izšlo. Obnova spomenika v Pirničah je bila bistveno dražja od pridobljenih sredstev iz razpisa za sofinansiranje kulturne dediščine v višini dobrih 600 evrov in kljub temu, da so izvedli vse tradicionalne prireditve, so ostali brez dodeljenih sredstev iz razpisa za sofinansiranje prireditev, saj so spregledali datume za uveljavljanje le-teh. Predsednik Emil Doles je prevzel vso odgovornost, bil je pripravljen celo podati odstopno izjavo, hkrati pa je vendarle opozoril tudi na dokaj zapletene postopke prijavljanja na občinske razpise in nizek izplen na njih. Za vse komemoracije ob dnevu mrtvih in za vse tradicionalne prireditve ob obletnicah, kot so na primer obletnica streljanja talcev v Smledniku in v parku spomina in opomina v Gramozni jami v Medvodah, ter pohod na Goljak ob dnevu upora proti okupatorju, bi v lanskem letu že sicer pridobili le 770 evrov, če seveda ne bi prišlo do prej omenjene situacije. Obstajala je celo bojazen, da zaradi tega ne bi bili upravičeni do letošnjih sredstev v ta namen. Tudi teden nisem spal, da sem spal 3 ponoči in sem marsikaj napisal, ki bi lahko prebral, pa ne bom. Ampak je ta težava, tako da o tem bomo pač ne vsem zdaj o tem debatirati, bomo na upravnem odboru. Vso podporo in pomoč pri tovrstnih izzivih in pri ohranjanju spomina in negovanju pesmi upora, tudi tokrat v izvedbi pevskega zbora Srebrne zvezde, je borčevski organizaciji zagotovila podžupanja Mojca Murnik, večkratna govornica na njihovih prireditvah. Tokrat so se ji zahvalili za vse dosedanje sodelovanje tudi s knjigo Matjaževa vojska, zgodovinarja dr. Martina Premka. Slednji je bil slavnostni govornik na prireditvi ob obletnici smrti komandanta Staneta pred 2 letoma. Tokrat pa je zbrane nagovoril tudi lanskoletni govornik, novinar in publicist Aleš Kardel.
Tokrat tudi v imenu mestnega odbora Zveze združenj borcev za vrednote NOB Ljubljana. Še enkrat se je zbranim zahvalil za priložnost, da je lahko spregovoril v čast komandantu Stanetu, na katerega je, pravim, ponosna vsa Slovenija, ki spoštuje vrednote partizanskega boja. Tovarištvo, spoštovanje, imamo pred seboj vse tiste vrednote, ki so jih imeli, bom rekel, naši partizani, ki so jih imeli ilegalci, ki so jih imeli tisti, ki so imeli korajžo, moč, da so se zoperstavili največjemu zlu takratnega časa. Hkrati pa obžaluje, da se po vseh izrečenih zaobljubah nikoli več ti časi spet ponavljajo. Jaz moram reči, da ne moram razumeti, da je lahko toliko zlobe, toliko, bi rekel, nečloveškega v tem, kar se dogaja zadnja leta v svetu. Bojimo se, da ti glasovi in da tako razmišljanje, ki je te po svetu, ne dobi prevelikih korenin in prevelike podpore tudi pri nas v Sloveniji. Člani Medvoške borčevske organizacije tudi letos načrtujejo izvedbo vseh že tradicionalnih prireditev in komemoracij in udeležbo na prireditvah izven občine. Če bo zadosti prijav tudi na prireditvi ob nekdanjem dnevu mladosti v Kumrovcu in pohod po poteh Molniške čete. Ob koncu leta pa bodo kot običajno obiskali starejše člane. Prva naslednja prireditev pa bo pohod na dan upora proti okupatorju na Goljek nad vasjo Belo, kjer je med drugo svetovno vojno potekala razmejitvena črta med italijansko in nemško okupacijsko cono. Še vedno pa iščejo doprstne kipe narodnih herojev in partizanov ter spominske plošče, po katerih so se nekdaj imenovale naše osnovne šole in so bile ob preimenovanju leta 1992 odstranjene, saj ne bi dobile svoj prostor v parku spomina in opomina v gramozni jami. Pri spomeniku talcev v Smledniku pa je načrtovana informacijska tabla s potrebnimi podatki za razumevanje dogodka. In še spodbudna novica za delovanje Medvoške borčevske organizacije v letošnjem letu. Na razpisu za sofinansiranje kulturne dediščine so za delovanje pridobili 600 evrov in na razpisu za sofinansiranje prireditev 1100 evrov za 2 osrednji prireditvi. Malenkost več kot lansko leto, le na razpisne datume ne smejo pozabiti. V osnovni šoli Pirniče se je začela nova starševska pobuda Otroštvo brez pametnih telefonov Počakajmo skupaj, ki želi otrokom vrniti čas za igro, prijateljstva in pristne izkušnje. Staršem in učiteljem je pobudo v sredo 11. marca predstavila ena od mam, Amy Skinner, in požela veliko podporo, saj so pametni telefoni postali velika težava med osnovnošolci in mladostniki. Gre za dejanje skupnosti, ki bi povezalo starše ob vprašanju, kdaj je pravi čas, da svojemu mladostniku omogočimo dostop do pametnih telefonov. V osnovni šoli Pirniče se je pred kratkim začela nova starševska pobuda, ki želi otrokom vrniti nekaj ključnega. Čas za igro, prijateljstva in pristne življenjske izkušnje. Pobuda nosi ime Otroštvo brez pametnih telefonov Počakajmo skupaj. Njen cilj pa je povezati starše, ki razmišljajo, da bi s prvim pametnim telefonom pri svojih otrocih raje še počakali. Pobuda se imenuje Otroštvo brez pametnih telefonov in nahaja iz dejstva v bistvu, da pametnih telefonov niso bili narejeni za otroci, so pa skoraj čez noč močno spremenili otroštvo. Kako otroci igrajo, kako se družijo, kako preživljajo čas. In za starši to je povsem nov svet in se vsi iščemo odgovore, se probamo znajti v tem svetu, kaj je najboljše za našega otroka. In večkrat se počutimo, da smo sami pri tem. In v tej pobudi predlagamo, recimo, če hočemo počakati, da počakamo skupaj. Ker večkrat smo v taki dilemi, da a damo otrok telefon in potem to odpre čist nov svet,
ki ga težko nadzorujemo, ali pa ne damo otroku telefonu, ampak potem oni se bojimo, da bodo oni izključeni iz družbe vrstnikov, da bodo edini brez telefona. In v bistvu mi hočemo s to pobudo predlagati, da starši skupaj se povežemo, skupaj počakamo tam, kjer so naši otroci vsak dan, tam, kjer se pojavi ta pritisk, to se pravi v razredu, v šoli, v lokalni skupnosti, da skupaj počakamo in s tem zmanjšamo pritisk na otroka, ker če otrok ve, da tudi nekateri drugi v razredu ne bodo dobili pametnega telefona, jim je lažje čakati, je manj pritiska in tudi za nas starši je lažje, ker se ne počutimo sami pri tej odločitvi in v bistvu je nek razbremenitev za vse nas. Otroštvo je, pravijo pobudniki, kratko in neponovljivo in prav v tem ranljivem obdobju se mnogi starši znajdejo pred dilemo. Dati otroku pametni telefon ali tveganje izključenosti prepustiti kasnejšemu času. Nova pobuda želi to dilemo olajšati, tako da v odločanju nihče ne ostane sam. Meni je ta pobuda zelo blizu, zato sem jo tudi podprla, samo zato, ker je v dobro otrok. Namreč srečujemo se s to problematiko že nekaj let, ko vidimo, da pametni telefoni preveč časa vzamejo otrokom oziroma jim, kako bi rekla, skrajšajo čas enega lepega otroštva. Zaradi tega sem jaz to pobudo podprla, omogočila tukaj v šoli, da je gospa predstavila to pobudo. Verjamem, da to ne bo šlo čez noč na kakšne spremembe. Pri nas otroci že zdaj ne smejo uporabljati, mislim, že nekaj let ne smejo imeti in uporabljati telefonov v šoli. Prav je, da poznajo, kako delati z računalniki in so to digitalizacijo, ki nas spremlja. Prav je, da te stvari poznajo, ampak da bi pa ta svoj prosti čas raje porabili za igro, za druženje. Pa tudi moram reči, da moramo biti odrasli zgled. Tako jaz razmišljam, jaz imam sama sicer odrasle otroke, ampak smo mi starši, mi odrasli zgled. Koliko mi tapkamo po telefonu ali si vzamemo čas za družino tako na 4 oči. Starši lahko na spletni strani pobude izrazijo svojo prostovoljno namero, da bodo s pametnimi telefoni počakali, po možnosti do konca osnovne šole, z družbenimi omrežji pa do 16. leta. Na strani je mogoče tudi preveriti, koliko družin iz istega razreda ali šole se je pobudi že pridružilo, ter se z njimi po želji povezati v podporno skupnost. Starš lahko pride in se lahko pridruži tej izjavi, s tem, da to je čist anonimno, nikjer ni treba navesti ime otroka ali pa vašega imena. Napišete samo šolo, v kateri hodi otrok in tudi razred. In to je to. In potem v bistvu imamo števec na spletni strani v živo, v bistvu, ki lahko sledite, koliko drugih otrok v razredu od vašega otroka si je že pridružilo namero in ima namen počakati. Kot poudarjajo pobudniki, pobuda ne pomeni prepovedovanje tehnologije. Gre za darilo časa za gibanje, ustvarjalnost, odnose, razvijanje samoregulacije in preprosto za otroštvo. Pobuda pa je del širšega mednarodnega gibanja Smartphone Free Childhood, ki deluje v 32 državah, zdaj pa svoj prostor dobiva tudi v Sloveniji. Na zalogi sta nam ostala tudi 2 prispevka, oba povezana s pestrim dogajanjem v Baru kulture. V torek 10. marca sta ustaljen tandem Jurij Marusing in Sara Bukovšak na klepetu gostila igralko Ano Hribar, trenutno najbolj prepoznano po nanizanki Takšno je življenje. Dan kasneje, v sredo 11. marca, pa je svoj knjižni prvenec predstavila Ana Marija Mihovec. Gre za dnevniške zapise z naslovom Utrip Zambije skozi stetoskop. Knjiga je v bistvu dnevniški zapis 6 prijateljev, študentov medicine oziroma dentalne medicine na humanitarni medicinski odpravi v Nangomi v Zambiji. Knjigo smo sicer bolj natanko predstavili že v informativni oddaji pred mesecem dni.
Septembra vsestranska ustvarjalka, predvsem pa šansonerka Ana Marija Mitić, oktobra župnik Zorko Bajc, novembra vsestranski umetnik Roman Veras, decembra radijska voditeljica Jana Jenko, januarja stand-up komik Admir Baltić, februarja režiser in igralec Boris Kobal in torej v sredo, 11. marca še igralka Ana Hribar, 37. gostja na klepetu z ustaljenim tandemom Jurij Marusik in Sara Bukovšak v Baru kulture 313,6. Ano Hribar trenutno lahko spremljate v televizijski nadaljevanki novega formata, v tujini že dobro preverjenega z naslovom Takšno je življenje. Žanrsko gre za hibrid, dramedijo, hibrid med dramo in komedijo. V bistvu sem januarja dobila scenarije in ko sem videla, mislim še zdaj imam spravljen, kakšen špeh je to, to si ne morete predstavljati. Gre za nadaljevanko v produkciji RTV Slovenija. 5 delovnih dni od ponedeljka do petka, vikendi so bili frej, s tem, da jaz sem se za vikende učila tekst. Ker jaz med tednom nisem imela časa se učiti teksta, zato ker sem mogla biti ob 6. zjutraj v maski in sem snemala 12 ur. Ana Hribar se je po letih dela v gledališču, med drugim Mladinskem gledališču in Lutkovnem gledališču v Ljubljani, Prešernovem gledališču v Kranju, prvič soočila z igralsko vlogo pred kamero v televizijski nadaljevanki. Jaz sem bila ful hvaležna, da me najdla, ker jaz se drugače nisem kaj tako izpostavljala ali pa da bi hodila na neke audicije, pa to tako, da mi je bilo prav hecno, da me najdla. V nadaljevanki Takšno je življenje igra zdravnico Majo Križaj, ki se po moževi finančni polomiji z družino preseli iz Ljubljane na Gorenjsko, kjer naj bi si ustvarili novo življenje. Izkaže pa se, da trava tudi tukaj ni nič bolj zelena. Kot zanimivost pa v naši občini živi tudi Vesna Ponorac, ki se je v nanizanki Takšno je življenje dobro znašla v vlogi uspešne podjetnice Izabele Vovk. Dan kasneje, v sredo 11. marca, pa je v Baru kulture 313,6 svoj knjižni prvenec preko fotografij in potopisa predstavila Ana Marija Mihovec. Gre sicer za dnevniške zapise z naslovom Utrip Zambije, ki so se v spomin in srce vtisnili 6 prijateljem, 4 študentkam in enemu študentu medicine oziroma dentalne medicine ob lanskoletni 3-mesečni humanitarni medicinski odpravi v Nangomi v Zambiji. Pri predstavitvi knjige se je tokrat pridružila še ena od njih, Hana Mrzidovšek. Prvi dnevniški zapis je Ana Marija Mihovec za svoj knjižni prvenec zapisala v petek, 4. aprila 2025, ko je odprava prispela v hišo Slovencev v Nangomi, zgrajeni leta 2009 s finančno pomočjo takratne odprave študentov, ki sedaj služi vsem odpravam in je le nekaj korakov od bolnišnice, kjer so opravljali svoje poslanstvo. Zadnji zapis pa je zapisala v torek 24. junija, ko se je 6 bodočih zdravnikov odpravila domov. V času odprave je bila namreč še absolventka medicine, danes pa zdravnica pripravnica v UKC Ljubljana. Kot pravi, sedaj z veliko hvaležnostjo gleda na slovenski zdravstveni sistem, čeprav je kdaj deležen tudi upravičene kritike. Knjiga je šla pri založbi Petka in stane 20 evrov. Nekaj sredstev bo šlo za pokritje stroškov založbe, večino zbranega pa za novo humanitarno odpravo v osrčje Afrike. Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti oziroma območna enota Ljubljana okolica in kulturno-umetniško društvo Oton Župančič Sora sta poskrbela, da je tudi letošnje tradicionalno srečanje otroških folklornih skupin Komlinček Ropoče že v četrtek 5. marca v Sori potekalo ob spoznavanju starih plesov in melodij. Stare čase so nam tokrat obudile zgolj 4 folklorne skupine, za kar pa vodja območne izpostave Tatjana Avsec, ki je tudi vodila srečanje, upa, da gre zgolj za začasno situacijo. Pride pač leto, ko kakšna učiteljica, mentorica zamenja službo ali preprosto otroci zrastejo v najstnike ali ob prenatrpanem šolskem urniku ni bilo časa pripraviti skupine za nastop. Vendar pa verjamemo, da skupine niso prenehale z delovanjem in jih bomo morda videli tudi v prihodnjih letih.
spletom Psiček nima repa več se je predstavila domača mlajša folklorna skupina, ki jo vodi Ana Barle. Je tudi avtorica koreografije, avtorica glasbene priredbe pa Ana Weber. Starejša otroška folklorna skupina Sorškega društva pa se je predstavila s spletom Ta žabica je moja. Skupino vodi Leo Nurfija, ki je tudi avtorica koreografije. Na reviji se je predstavila tudi otroška folklorna skupina Osnovne šole Pirniče. Skupino vodi Marija Marinka Muhič, ki je pripravila tudi koreografijo za splet Anka in Jabolko. Iz kulturnega društva Šentvid pri Stični pa se je prišla strokovno oceniti še mlajša otroška folklorna skupina Vidovo pod vodstvom Maje Gjerek in Neje Kristen, ki sta tudi avtorici spleta Razlito mleko. Na odru so se kot gostje predstavili tudi sorški orgličari pod vodstvom Damirja Fajfarja. Prireditev je letos prvič strokovno spremljala Nina Možgon Miller, ki je aktivna plesalka in korepetitorka v folklorni skupini Železničarsko kulturno društvo Tine Rožanc. Svoje plesno znanje pa je 6 let nabirala tudi na Konzervatoriju za glasbo in balet Ljubljana. Redno se izobražuje na seminarjih organizacij Javnega sklada za kulturne dejavnosti in je tudi sama izvajalka folklornih delavnic. Ta konec tedna, jutri v petek, pa se medvoški folkloristi že predstavljajo na Maroltovem srečanju folklornih skupin, ki delujejo na območju Ljubljane okolice z naslovom Hitro zasuč se okol, in to v Kulturnem domu Dolsko. Ta konec tedna v nedeljo in zanimivo v ponedeljek pa si v Kulturnem domu Medvode še lahko ogledate tudi dramo Striček Vanja. Sedijo utrinki iz petkove premiere. Odrske luči Kulturnega doma Medvode so tokrat osvetlile eno največjih mojstrovin ruske dramatike. Po skoraj letu dni intenzivnih priprav in vaj je luč sveta ugledala premiera Strica Vanje. Pod režisersko taktirko Borisa Kobala je igralska zasedba postregla s predstavo, ki nikogar v dvorani ni pustila ravnodušnega. Tiha, a čustveno silovita pripoved o človeški nemoči in neizpolnjenih sanjah je napolnila medvoški hram kulture. Ruski klasik Anton Pavlovič Čehov je v Stricu Vanji ujel bistvo bivanske stiske na podeželskem posestvu, kjer se liki borijo z občutkom zapravljanja energije in razočaranjem nad lastnimi usodami. Lahko bi bilo slabše, lahko bi bilo boljše, ampak bilo je zelo dobro. To smo občutili vsi zaradi odziva publike. Publika je bila v taki pozornosti in v taki tišini, ko se redko kdaj sliši, tudi zakašljal in obeden, tako je bila, ne vem, zgodil se en dober magnetno med publiko in očitno je ta tip klasike, ki se ga še zmeraj rado gleda. No. Ja, ni najlažja vsebina, ne, ampak vseeno lahko, kljub temu, da je že 130 let od tega pisanja, lahko potegnemo marsikatero vzporednico. Je bil to namen, da se malo povežemo s to? Jaz mislim, da živimo v času zelo podoben temu, kar ga piše. V bistvu dogaja se veliko stvari, občutek imaš, dokler se te ne dotakne, da se nič ne dogaja. Smo pa vsi nekako brez neke moči, brez neke energije, da bi na karkoli reagirali. In o tem govori tudi ta predstava pravzaprav. V središču dogajanja so stric Vanja in njegova nečakina Sonja, katerih mirno življenje razburka prihod profesorja in njegove lepe žene Jelene. Odnosi, ki se spletajo med njimi, razkrivajo globoke ljubezenske napetosti, zavist in večno vprašanje o smislu dela ter življenja. Kljub težki tematiki hrepenenja in obupa je zasedba pod vodstvom Borisa Kobala v dramo vdahnila življenje, ki je občinstvo držalo v napetosti do zadnjega diha. Med njimi je bil tudi novinec Simon Repnik, ki je sprejel zahtevno vlogo zdravnika. Mislim, malo sigurno odleže, že z vsakim dejanjem. Mislim, da on prvič to sploh imel tako zgodbo, premiero pa to. Tako da na začetku je bilo malo pritiska, pol pa ja, z vsakim dejanjem je bilo lažje. Zdaj pa ja, kritike, mislim, oziroma ocene so pozitivne, tako da super. Stopili ste že v malo utečeno igralsko ekipo, je bilo zaradi tega lažje ali večji pritisk? Ja, seveda, to je super. Hvala vsej ekipi. Boris, čudovito, mislim, res človek s toliko izkušnjami pa s toliko znanja, da sem imel ta privilegij, to sem res bi bilo škoda ne izkoristiti, no, tako da se je tako poklopil, sem
kaj ne rečem, kot da skoraj neverjetno. Ja, sigurno je težka vloga, tudi je bil kar izziv, zato ker ona veliko joka, pa zelo tako temačno vidi življenje, kako zdaj to prikazati, tako da ne bojo zdaj v publiki skozi joka. Tako da ja, rekla bi, da si skoraj nič nisva podobne v resnici, ampak sem pač probala najti neke vzporednice. Mislim, sigurno vsi smo že bili kdaj nesrečno zaljubljeni, pa vemo, kako to izgleda. Tako da ja, kaj se najde. Kaj pa mogoče ta premišljevanja? Ste relativno mladi, si upati, kaj bi bil glavni nauk za nekoga malo mlajša generacija? Danes smo videli tudi starejšo publiko. Kaj je glavni nauk? Si upati, ne počakati v trenutku? Ja, jaz bi glih to rekla, da je Sonjin problem, da ona pač si ne upa in tudi recimo doktorju nikoli ne reče tega, kar si zares želi povedati in mogoče bi se pa stvar drugače razpletla, če bi ona upala mu kaj reči. Tako da sigurno je, kar jaz vidim v svojem liku, glih to nauk, da pač, če bomo nekaj zelo močnega zase zadržali, tega ljudje ne morejo vedeti in pač ne moramo pol upati, da se bo kaj spremenili. Navdušenje v dvorani in dolg aplavz sta potrdila, da so se meseci truda izplačali. Medvoška zasedba je dokazala, da so veliki klasični teksti še kako živi in aktualni tudi v današnjem času. Sporočil je lahko ogromno. Ko smo prebirali ta tekst od začetka, so bile prve misli, koliko je to bogat tekst, koliko je enih nivojev, koliko je enih stvari, ki jih lahko vsakmu svojemu stavku vedno znova, ki še mnoga poišče. Po eni strani imamo, mislim, vsak lik nosi v bistvu neko svojo notranjo zgodbo. Ne samo Astro, ki ima najbolj to očitno o tem, kako je človek zafural vse in je po 130 letih bolj aktualno kot kadarkoli prej. Ampak vsi te notranji boji, ki se odvijajo vsakem izmed nas, ne vem, jaz recimo s tem stričkom sem imel od štarta kar malo težave, kako zdaj tega depresivčka, kako se ga lotiti, ampak potem pa mislim, da sva ratala, ker je zelo dobra prijatelja in sva se fajn ujela, tako da jaz moram reči, da sem zelo užival v procesu. Ko ste prebrali prvič ta tekst, se vam je utrnilo kaj, kakšno bi si želeli, da bi bilo sporočilo, ki ga ljudje odnesejo domov po taki predstavi, ali si to vsak po svoje? Verjetno vsak po svoje, načeloma pa življenje je pač trpljenje na tem svetu, razen če nosiš Boga v sebi, pa vsi smo Bog, sam tako nekako, pač ta zgodba. Tako da ja, to je sporočilo nekako. Če ste premiero zamudili, priložnosti za ogled te mojstrovine še ni konec. Ponovitve drame se bodo v Kulturnem domu Medvode zvrstile v prihodnjih tednih. Vabljeni, da si v tišini dvorane ogledate to močno zgodbo o vztrajanju kljub razočaranju. Že pretekli petek, 13. marca, je v Mladinskem centru Klub Jedro v organizaciji Kluba medvoških študentov in javnega zavoda Sotočje Medvode potekal dogodek Medvode Metal Madness. Ta je združil 4 mlade glasbene skupine, ki so za slabih 100 obiskovalcev pripravile divji metal večer. Medvode so pretekli petek odmevale v zvokih metal glasbe, ki so jo izvajale kar 4 mlade metal skupine. V Mladinskem centru Klub Jedro so nastopili Project Ash, Tojojo, Marjetice in skupina Nightcrawler. Skoraj vsi so iz okolice Medvod, Marjetice pa so iz Medvoda malo bolj oddaljene Murske Sobote. S idejo o koncertu so prišli bendi sami in pristopili do Kluba medvoških študentov, ki je koncert pripravil v sodelovanju z javnim zavodom Sotočje Medvode. Jan Zupan, glavni pobudnik tega dogodka, kakšni so občutki zdaj, ko se je zadeva dejansko prebudila? Pišuka, drugač kar fajn. Sem vedel, da bo prijetno, v Medvodah vedno prijetno. Prišlo kar dosti ljudi, presenetljivo, mar kdo še pride mogoče vendarle. Ampak ja, super, ko me čakam, da gremo gor, fantje zdaj se odprli na zelo visoki noti, tako da bo kar trikit pa je gor, ampak bo. Glede na to, da si iz Broda, koliko pogosto zahajaš v Medvode in zakaj? Zelo pogosto, takoj ko je opcija, takoj ko se kaj zgodi. Zakaj? Ker je najbolj jebem ti. Zato, ker je najbližje, najbolj te pravi ljudje, kaj ne rečem, te pravi žurka, to je to, vse kar rabiš. Kaj je pričakovanje za nastop? Kako se ti zdi, kako vam bo šlo? Šlo nam bo ekscelentno seveda. Je malo tremice seveda, pač
cel line-up je dosti dober, fanti prej so bili dobri, tako da malo da še to prešere pol gor, ampak bo fajn bo, pripravljeni smo, špilamo tako, kot znamo, to je to, fajn se imamo. Glasbena skupina Toyoyo pa je med drugim poskrbela za super vzdušje na in za odrom. Njihov frontman Ilja je bil precej razpoložen in mikrofon pred našo kamero vzel kar v svoje roke. Zdaj greste na oder, kakšne so pričakovanja? Pričakovanja so zelo hardcore-iš, mi smo res modern hardcore, tako da pričakujemo, da bo tepenje, lomljenje vratov, nekdo bo odzadaj jedel kakšen burek ali pa dva, ampak pričakovanja so, kako ne rečem, zelo agresivna, koliko rabijo biti. Kolikrat ste že nastopali v Medvodah, pa kjer nastop vam je najbolj ostal v spominu do zdaj, tako kjerkoli? Za Toyoyo smo nastopali prvič v Medvodah, jaz na splošno je drugič. Z drugim bandom Black Camo smo tlele nastopali in že špil, ki smo bili mi takrat z drugim bandom, je bil zelo dober. Tale, kakor zdaj gledam folk tlele, medvoški, ki se je nabral, mi je zelo presenetil zaradi tega, ker da se ga je sploh toliko nabrali, zaradi tega, ker zdaj v Kinu Šiški so koncerti Brkovi, ki so kar znani as fuck, pa tle se je kar zafilalo vse skupaj, tako da svaka čas, da folk supporta tlele underground bande. Res lepo. Po mnenju Ilje je Slovenija majhna in ravno zato si bendi med seboj radi pomagajo in se še toliko bolj poznajo. Jaz sem na primer z Janom Zupanom dober prijatelj, tako da nas je takoj poklical pola. In to je basically band si pomaga z bandom. In pač mi od Nightcrawlerje, od Jana band povabimo, to je fucking Project Ash. Give me high five, boy. No in v glavnem, ja, pač kličemo si med sabo, to je pač neko to prijateljstvo, neko zaupanje. In čeprav ne s tem bandom, ampak z drugim, ampak connected smo vsi skupaj, kot prijatelji in zaradi tega se pa vabimo vse. In nasploh, da imamo sploh špile, je zelo dober, da nas malo folk odkrije. Čeprav enkrat, ko že malo Slovenijo poigraš, nimaš več tople vode za odkrivati sploh. Za prvega od nastopajočih bendov Project Ash je bil petkov nastop krsten. Na odru so skupaj kot glasbena skupina nastopali prvič. Pa super, tudi veliko ljudi je prišlo, pa vsi smo bolj kot ne zelo veseli, da smo lahko sploh nastopali, tako da hvala, ko ste nas povabili. Pa tudi hvala ostalim bendom, ko so nas povabili. Bilo je super, pa definitivno bomo prišli nazaj, če nas boste povabili. Kako ste začeli z bendom, kakšna je zgodba? Jaz sem bil prej v enem death metal bandu, Decatolesize iz Maribora, in so imeli skupaj špil z bobnarjevim in kitaristovim drugim bandom, Black Camo. In so videli, da imam pač v redu vokale in so rekli, kaj pa če bi ti prišel z nami narediti projekt? Pa ker so igrali tako glasbo, ko je meni všeč, ko bi jo tudi rad delal, sem rekel, ja, z veseljem, pa smo se pol dobili in je nastalo to. Odlično, kaj pa plani za naprej, kakšni nastopi za naprej? Plani za naprej so kar velik, imamo tudi 2 videa glasbena za 2 komada nova, ki ne vemo točno, kdaj bomo še izdali, ampak upamo, da hiter. Pa špile dobiti, kjerkoli bomo dobili, upamo ciljati na izven Slovenije, ker pač ta stila preprosto v Sloveniji ni glih velik in upamo, da nam bo uspel mogoče v zunji. Tako da ja. Kaj pa tvoj pogled na slovensko metal sceno trenutno, pa mlade generacije, ki prihajate na slovenske odre? Trenutno se scena prebuja, kar je zelo dober znak, ker zdaj v zadnjih 5, 4, 3 letih je full novih bendov. Različnih zvrsti, tudi takšnih, ko jih prej ni bilo. Prej, na primer, je bilo večinoma black metal in death metal, zdaj pa se scena razširja, so isto Within Destruction band, so zdaj ratali svetovno popularni, igrajo v Ameriki turnejo trenutno. Upamo, da bomo enkrat tako kot njih, kot tako oni, ker so nam full vzgled, pa sem zelo vesel, da se scena viša pa vrača na visok nivo. Fantom želimo vso srečo pri nadaljnih projektih in upamo, da se morda že kmalu ponovno vrnejo na oder medvoškega kluba Jedro. Leto 2015 je bilo uspešno in aktivno, izveden je bil zastavljen program, ohranjena je bila finančna stabilnost
in povečano članstvo. Tako na kratko bi lahko opisali minulo leto, kot ga je članom predstavil predsednik Planinskega društva Medvode Dominik Košir, ki je to funkcijo prevzel pred letom dni. Podobno kot vsa ta leta, doslej so se zbrali v gostilni Bencak v središču Medvod, saj Slavkov dom, katerega lastnik je planinsko društvo, nima zadosti prostora. Na zadnji dan lanskega leta je namreč Planinsko društvo Medvode štelo kar 401 člana, med drugim več kot 100 predšolskih in osnovnošolskih otrok, ki jim na srečo tudi nižajo povprečno starost. Ta je zato pod 50 let. V primerjavi s preteklim letom beležimo povečanje članstva za 29 članov. Veseli nas vključevanje mladih in pa tudi novih članov. V lanskem letu je za varnost v hribih in gorah skrbelo 9 registriranih planinskih vodnikov, organizirali in izvedli pa so 24 v glavnem enodnevnih izletov, ki se jih je udeležilo približno 640 pohodnikov. Poleg tega so s Planinskim društvom Blagajana izvedli še tradicionalno junijsko srečanje na Polhograjski grmadi, vodili pohodnike po poti roparskih vitezov in na pohodu od Jakoba do Jakoba in se udeležili srečanja planincev Slovenije. Izvedli so tudi tradicionalne veteranske tekme, letos že 54. po vrsti. Vsi izleti so bili izvedeni varno in brez hujših nezgod, za kar gre zahvala našim vodnikom. Mladinski odsek je v lanskem letu organiziral 4 planinske izlete, ki se jih je udeležilo preko 300 otrok, izvedli pa so tudi planinski tabor. Skupina deklet Planinske brihte z osnovne šole Pirniče pa so že 3. leto zapored zmagale v tekmovanju Mladina in gore, kar se je zgodilo prvič v 36-letni zgodovini tega tekmovanja, ki poteka pod okriljem Planinske zveze Slovenije. Člani markacijskega in naravovarstvenega odseka so v lanskem letu izvedli 8 večjih delovnih akcij, skupaj opravili preko 250 ur prostovoljnega dela, predvsem na poteh med Osovnikom in Grmado. Gospodarski odsek pa je opravil tudi nekaj nujnih vzdrževalnih del na Slavkovem domu. Dobro leto dni je minilo, kar je Planinsko društvo Medvode sporazumno prekinilo najemno pogodbo s prejšnjim dolgoletnim najemnikom Slavkovega doma in za leto dni podpisalo najemno pogodbo z novim. To je podjetje Keno Peno, katerega ustanovitelja sta sommelier Domen Sedevčič in dolgoletni gostinec Dragan Marjanovič. Pred kratkim so najemno pogodbo podaljšali za naslednjih 5 let. Planinsko društvo Medvode je v lanskem letu sicer razpolagalo s 50 tisoč evri prihodkov, odhodki pa so znašali dobrih 46 tisoč evrov, predvsem na račun višjih avtobusnih prevozov. Leto 2025 je bilo uspešno in aktivno. Izvedli smo zastavljeni program, ohranili finančno stabilnost ter povečali članstvo. In verjamemo, da bomo še naprej skupaj ustvarili varne, prijetne in nepozabne planinske zgodbe. Na tokratnem občnem zboru so člani razrešili obstoječe vodstvo in imenovali novega. Predsednik še naprej ostaja Dominik Košir. Novost pa je, da so poleg obstoječih odsekov ustanovili še turno kolesarskega. Dejstvo namreč je, da se je po 25 letih samo ukinilo kolesarsko društvo Medvode in ker sta obe društvi imeli kar nekaj skupnih članov, odločitev ni bila težka. Za načelnika odbora je bil predlagan Mirko Plazar, ki se zaveda, kako dragocena je simbioza enih in drugih, pohodnikov in turnih kolesarjev. Samo gorsko kolesarstvo pravzaprav nima nobene pravice kolesariti po gorskih poteh. To je čisto jasno, da ne. Niti ne po planinskih gozdnih vlakah in privat poteh po hribih. Ni. Tega zakon ne dovoljuje. Lahko se pa kolesari vozimo po kategoriziranih cestah in pa občinskih cestah, ki pa vodijo čez hribe, določene, a ne? In oboji naj bi imeli svojo markacijo. Pohodniki rdeč krog z belo piko, gorski kolesarji pa moder krog z belo piko in poševno črto. Kam vse še bodo šli in kaj vse bodo še postorili v letošnjem letu, pa so medvoški planinci zapisali v lični programski knjižici.
Medvoški policisti so v obdobju od 19. do 25. marca obravnavali 2 prometni nesreči na območju naše občine, in sicer obe v Medvodah. V prvi kršiteljica ni pazila na položaj svojega vozila in je zapeljala na nasprotno smer v trenutku, ko je iz nasprotne smeri pripeljalo drugo vozilo. Po zaključenem ogledu prometne nesreče pa so policisti kršiteljici izdali globo. V drugi nesreči pa je prišlo na parkirišču trgovskega centra do manjše škode, zato so policisti udeležencema izdali zgolj obvestilo o odstopu od ogleda. Na Golem Brdu so zaenkrat neznani storilci vlomili v gostinski objekt, policisti pa sedaj še zbirajo obvestila in informacije. Nekdo je v eni od medvoških trgovin ukradel izdelke, za iskanje storilca pa bodo uporabili tudi pregled posnetkov. O obeh kaznivih dejanjih bo po zaključeni preiskavi obveščeno tožilstvo v Ljubljani. Policisti pa vas vabijo, da jim sledite tudi na njihovi Facebook strani Policijska uprava Ljubljana. Za danes je to vse. Priznati nam je treba, v občini Medvode se res veliko dogaja. Se vidimo in slišimo spet čez teden dni, medtem pa lahko mirne vesti rečete kakšno krepko čez to muhasto vreme. Na snidenje.